moj najslabši začetek dirkaškega vikenda ever. Vse gre narobe. Was geht ab? Oh. Lernst du Deutsch? Ja. I can also speak English. Hey guys. Sure. You good? Hope you're well. Yeah, we have wonderful weather. It is nice. Rest is also nice, so no problems. Electricity is there. Awesome. Oh, fine, no problem. Just the track is only open tomorrow, so It doesn't matter, yeah. no funny shit today. We had enough fun the last 2 days. We were with the three brothers, hanging out a little bit, yeah, so it was Where? nice. At their workshop. Okay, cool. Yeah, so that was dope. Prepping the car a little bit and that, so Okay, yeah, so you're here to having fun with the high speed track. yeah, sure. Yeah, Bucket list check marks. easy. Awesome. The crew is waiting for you Okay. to give you a good place, All right. and yeah, we see us later. Yeah, sure. Take Thank care. you. Enjoy. Hey, was geht ab, Leute? Yo. Oranska, Bratka! Yeah, man. Deutschland! Hello in Deutschland, welcome in Deutschland. Добрый день. Dr. Dre and Renault Master. Yeah, man. Sprit, Benziner? Okay. Ja, mein Bester. Okay. You can go? Geradeaus. Yes, geradeaus. Are there some guys from the Drift Yes. So it's entry here on the track, Okay. also the exit. Start is Where the tent is. where the tent is, and when we go here, Sachs and Waffen here, and then go back to the tent. Okay. Dobrodošli na Hockenheimringu, na ikonični stezi v Nemčiji, neposredno v bližini mesta Hockenheim. Kdo bi si mislil? Hockenheimring obstaja že, po moje, da skoraj 100 let, sem ne pod tem imenom. Prepoznavanje pa siguren ratu v 70 letih, ko je začel gostiti Formula 1 in vse do, mislim, da nekje do 2020. Medtem se je tudi steza, lahko rečemo, drastično spremenila, ker je bila, bom rekel, originalna konfiguracija nekako podobna Monci, hitre ravnine, šikane in potem ta zaprt del, v bistvu ta del, ki ga tle vidite, vsaj konfiguracija steze je ostala enaka. Potem so po letu 2000 ali 2001 bili prisiljeni s strani FIA spremeniti konfiguracijo iz večjih razlogov. Pač enostavno je FIA rekla, nekaj morate narediti, če hočete formulo obdržati. In 2001 je tako rekoč nastal nov layout Hockenheimringa. En zelo zanimiv fakt, da najhitrejši krog na Hockenheimringu ima še vedno Kimi Räikkönen. Tako da, big fan Kimija. Ampak, kakorkoli, mi bomo ta vikend vozili samo na en modelu steze, oziroma samo čez en ovink, ki ima dejansko ime na tej drift konfiguraciji, in to je, mi bi rekli, Sachs ovink, oni pravijo Sachs kurve. In to je ta v bistvu dolg notranji del ovink na tem, dajmo reči, stadionskem delu, kar pomeni pospeševanje čez ta ovink, čez tole šikano, ki tukaj vidite, skozi cilj,
in to je to. Tako da jaz predlagam, preden vam bom tudi pokazal malo za kulisje v pedoku, kakšni avti so tukaj, kateri vozniki so tukaj, da naredimo skupaj en track walk. Zdaj stojimo tako rekoč na drag stripu. Ja, Hockenheim Ring ima tudi drag stezo, ki sicer ne vem, kolikokrat na let se uporablja, zakaj točno se uporablja, na kakšen način, ne vem, ampak v glavnem imajo. To ni moj prvi obisk Hockenheim Ringa, bil sem tle že kar dostikrat iz večjih razlogov, z večjimi nameni. Definitivno je pa to prvi obisk s Tomcatom. Tlele v bistvu je pred nami, se pravi, vstop na ta stadionski del in to se bo uporabljalo ta vikend za warm-up cono, tle se bo gume ogrevali, avto pripravljali in potem podali na štart. In že smo na štartu našega competition layouta, se pravi, tako kot sem rekel, vstop na ta stadionski del. Ti kaj misliš? Malo večji run-up, kot smo ga navajeni. Ja, dosti večji run-up, kot sem rekel, tole bo za nas prvič tekmovalno gledano, da imamo v bistvu tak dolg run-up. In kaj pomeni dolg run-up? Velike brzine. Velike brzine. Stvar je tudi v tem, da smo v bazi malo probavali v simulatorju peljati ta del steze, ampak če smo iskreni, nima to. Je tole malo večji, kot na simulatorju deluje. To je ena stvar. Tale run-up je nekako na simulatorju deloval tudi v bistvu daljši, ampak ni bilo nobenih teh markerjev. Se pravi, dajmo reči, teli robniki so bili mičkeno drugače, telih markerjev za 150, 100, približevanje ovinka, tega ni bilo, ne? 50, ko se mi zdi, da je bila, ampak sam s 50, ko... Plus tega pa, da pač itak ne veš, kako bo layout postavljen, kje bojo klipingi, kje bojo cone, pač edin lahko malo predvidevaš te stvari. Tako da jaz kar predlagam, da se poženemo proti prvemu ovinku, zaks kurve. Tam pazi kamne. Še dobro, da imamo tale prevozna sredstva. Ja. Ško bi mogel hoditi. Tako da to ni track walk, to je track skate. Na simulatorju smo nekako tle probavali manžijati za initiation. Se pravi, že tukaj, kar je v bistvu tle zelo prezgodaj, medtem kar na simulatorju je pa to delovalo ful bližje ovinka. Ok. Smo na točki iniciacije, to pomeni na točki, kjer avto mora začeti že driftati. Se pravi, najkasneje tukaj, v teli narisani coni. Za spremembo, ponovadi je začetek driftanja kjerkoli, nekje. Kjerkoli neka črta, ki označuje... Tukaj imamo pa že cono, se Tako, pravi, to je treba že- pozicionirati avto. Clipping point, tle mora biti zadnja kolesa postavljena. Se pravi, od tukaj nekje do tukaj nekje moraš v bistvu za zadnjimi kolesi prideti. In ja, prvi clipping point označuje točko initiationa. Kar je zelo zanimivo, da je na notranji strani, glede na to, da imamo potem ovinek, ki gre levo. In tamle že vidite dva stožca, ki označujeta drugi clipping point in začetek ovinka in potem cone. Tako da, idemo naprej. Eno zelo dobro vprašanje mi hodi po glavi že v bistvu skoraj da cel mesec. Kakšna bo vstopna hitrost tukaj v drift? Če sem iskren na simulatorju, se točno dobro ne spomnim, ker tudi nisem nekako spremljal, pa tudi v bistvu model avta, ki ga uporabljamo, ni čist blizu, čist natančen tega, kar mi uporabljamo. A v realnosti plus, ja, na simulatorju to deluje full oži. Eli nam je nekako rekel 100 km/h, s tem, da v bistvu on tle nikoli ni vozil tekmovalno. Ker ja, včasih se drift ni odvijal na tem modelu steze, ampak na delu steze, ki poteka pred Mercedesovo tribuno, za kater del lahko povem eno tudi zelo zanimivo anekdoto, oziroma zelo en tak ekstremen fact, da entry speed v drift je bil tam par dobrih 200 km/h. Tako, mislim, da je bilo nekih 210, 220 na uro, ki si pač avto ruknil na poštrek
Verjetno si nekateri tega ne morete zamisliti že pri 50 ali pa 60, ja, pri 200 na uro. In kaj se je pravzaprav zgodilo? Se pravi, to je Hockenheimov backstraight, bom rekel hiter desen ovinek, tranzicija pred Mercedesovo tribuno in veliko avto je tam, ko je delal tranzicijo, šlo zelo široko po travi in vsi, ki spremljate drift, tudi lokalno pri nas, veste, kako to gre, in da lastniki ste seveda hočejo imeti svoje piste urejene. In hitro se potem začnejo pogajanja, kaj in kako, in tudi tle je bilo tako, postavili so ogromne bale in mislim, da je bil eden od GT radialovih voznikov pač na tranziciji pred vstopom v ta levi zaprti ovinek, ki je pač avto odnesel preveč ven in tako rekoč je avto zapičil bale po moje prenih 160 km/h. In to je bil nekak game over, dirka se odvila do konca, ampak s tem se je tudi driftanje na Hockenheimu takrat zaključil. Tako da zdaj mislim, da od lani ali predlani naprej je spet izvedljivo na sami stezi, drugače se je to odvijalo na posebno. Ok, malo smo zašli. Drugi clipping point, ki ponazarja vstop v tale lev dolg ovinek, medtem ko tudi tale ovinek na simulatorju ni nagnjen. Se pravi, tukaj ima malo benka, malo oval narejen, kar pomeni, da se da tudi ovinek peljati verjetno z malo hitrejšo brzino. Kakšen fact iz tvoje strani? Upažanje? Zanimivo, ja, koliko je proga v simulatorju različna od realnosti. Ja. Kar je recimo skrb, je tale pesek. Tale pesek je še nekako, bomo rekli, iz časa tradicionalnih F1 stez, ki so imeli izletne cone, ta pesek. In ta pesek ima eno značilnost, ja, ful je globok. Se pravi, globok je z namenom, da se hitro ustaviš, ampak to pomeni, da je tudi veliko noter zariješ. Tale kvadrat na tleh označuje začetek prve drift cone. Drift cona, kaj je razlika drift cona, clipping point je to, da clipping point je samo touch and go oziroma točka, ki se dotakneš in peleš na prelinijo, medtem ko cona pomeni, da moraš biti cel čas v njej, dokler se ta ne zaključi. In to je v bistvu začetek te cone. Ponovadi so te cone kar narisane od začetka do konca, tle imajo verjetno malo težavo z lastniki in tako rekoč je samo začetek in konec označen. Tle lahko vidimo, koliko je ovinek dejansko nagnjen. Ta pesek ima še en problem, ko se enkrat noter te morajo ven zvleči in ko te ven zvlečejo, je to po celi stezi, po celem avtu in to nosiš pa v sabo še par krogov, dajmo tako reči. Ja. Kot omenjeno, še zaključek tele zunanje cone in potem že v bistvu vstop v drug del steze, ki pa gre proti tisti šikani, ki pa nima imena. Mislim, da je to ovinek številka 16 ali 15 ali nekaj tasga. Še en touch and go oziroma clipping point, ki pride iz aks kurve in tle bo treba res prenesti veliko brzine, narediti tranzicijo še v zadnjo cono tamle, v šikano in potem iz te zadnje šikane oziroma iz tega vstopa v šikano razvleči vse do izstopa iz šikane in nekako čez cilj. Tako da, taka zelo zanimiva kombinacija. Izhod iz šikane in še zadnje dejanje, tale touch and go cona tukaj. Se pravi, tle se vidi, koliko je ta del dejansko odprt in koliko brzine rabi imeti avto, da sploh do sem pride. In to brzino je treba potem še malo dodati zraven za wheel speed, da avto lahko ostane v driftu in skozi cilj. Tricky. Ja, problem je, ker brzina, ki se povečuje, se wheel speed procentualno zmanjšuje. Tako je. Tako da avto mora 10, mora imeti kot, ko pa se enkrat deva reči te brzine izenačita, avto ni več drift. Ja. Tako je. In to je to. Se vidimo jutri, štartamo že zelo zgodaj, ob 8 je drivers briefing, tega nismo glih najbolj navajeni, sploh ne na night strike'u, zato imam night strike tokrat, da lahko zjutraj spim, pa niti nima veze, a spim 3 ure, 4 ure, 5 ur, samo da se ne rabim zbuditi tako zgodaj. Bomo mogli malo 5 mišice pa biti pripravljeni.
Ja, mislim, da smo že dosti delani od vsega tega road tripa in vsega. Ne vem, še kaj za pripraviti mogoče v boksu in FIA. Ročna nič več ne prime. Tako ko sem bremze. Pedal padel od, ko mislim se zaustavil. Ker sem ogreval avto v ogrevalnem prostoru, sem imel feeling, da nekako ročna dobro ne dela, ampak sem si rekel, ok, čisto nove ploščice jih treba malo obrabiti, malo znucati. In v bistvu potem v drugem krogu, ker sem malo bolj agresivno probal, ni še isto ročna nič ni parela. Ok, sem pač prekinil krog, se postavim, da gre nazaj v štart, ker mi pedal pade sam noter in sem ustal čist brez bremz. Ja, bom ustavil avto, no, hvala Bogu, ga je ratal varno ustaviti. Zdaj so pa še nazaj v boksi, da pogledam, kje je dejansko težava in upam, da nič kaj večjega in da stvar zrihtam. Zdajle grab, koliko mora. Mislim, da mi Ben spušča. Zrihtali smo zadnje bremze, ročna zdajle grabi, ampak vseeno sem v drugem stintu prvi ran, raje šel previdno, pa res pač pa bom malo pobremzati ročno, da vse dela tako, kaj je, da slučajno ne pride do kakšne neumnosti, ker tlele so kar velike brzine, prvi vstopu, prvi vink, se pravi, četrto je treba dosti mamačko, štartu naslednji ran, zahaklu četrto na initiationu, bil sicer malo prepočasen, ampak je nekaj zasmrdel po benzinu, pa tudi mogoče avto ni imel tistega pravega powerja, sem sam dokončal, se ustavil in ja, imamo neko težavo na dovodu do goriva. Se pravi, nov fuel, ki smo ga zamenjali, nekje teče gorivo ali na pitniku, še injektor, slabo gor preključen, v glavnem. Bomo zdaj ugotovili. Težave, ampak upam, da do kvalifikacij bomo vse odpravili, se bomo furali v layout, da bom dobil samo zavest v avto na tej stezi in odpeljemo kar se da perfekt.
Dež mi je crknil, ne vidim ničesar. Ok, razen tega, da zdaj tole ni delal, je po moje tehnično vse bilo v redu. Okay. In ročno in vse. Okay. Initiation zdaj, tako, brzina pa to. Ne vem, težko rečem, težko biti pameten iz avta, pač tukaj gledati. Okay. Ali bi bilo treba več speeda, pustiti grip, kakor je, več speeda, pa da bi bil v busu noter. Zdaj recimo, se pravi, tretja, četrto, initiirati, je avto lepo zdrsel, sem tudi Blažu na posnetku pogledal. Kar se je pa edin zgodil, po feelingu sem imel občutek, da so gume fertik in da me je washal ven. In sem malo liftnul. In čim sem malo liftnul, je bilo konc. Se pravi, nisem več dobil full speeda nazaj. Sem gledal tisti avti, ki so res dobro, initiirajo na flik, so razmeroma brez gasa flik sicer, ko ga preloži v wing, polkan gas in ne spusti do cilja. Ta zadnji del pol, deluje vse skupaj full fluent, sam treba je prenesti to brzino. Ja, speed je treba imeti v njega. Treba je sam speed prenesti čez ta zak skurv in ja, načeloma ne vidim pol nobenih težav naprej. Ampak sam ta point initiationa pa brzine, ki je treba pač ufurati noter. Pa probamo kaj, 4 bara od zadaj na frišnih gumah. Dajmo tele, ti niso čisto, a so čisto frišne? Te so čisto frišne. Ok, dajmo polje, a te čisto frišne gor. Tole bo zdaj na koliko, na 2? 2-2. 2-2. Ja, dajmo na 2-4 pa videti, kaj se dogaja naprej. Pač treba bo voziti, zdaj še izkoristiti tole slabo uro, tako da zamenjamo gume, gremo pa furamo. Malo je težava, ker sem imel veliko težav, malo je težava, ker ima ogromno drugih ljudi težav, predvsem s tem, da ven letijo. In je ogromno enih prekinitev, veliko avtov je na gridu, veliko se čaka. Tako da, kakorkoli se slišiš, 3 ure treningov veliko, dejansko za nas ni veliko. Zdaj si naredil koliko? 4 kroge, nekaj tazga? 6. Ok, ja, dobro. Ok, kakšne so, ja. Tako da počas provajamo dobiti sploh feeling avta na tej progi, ker je to čist nekaj drugega, kar smo kadarkoli do zdaj vozili. Tako da, ful dobra šola, dober trening, nabiranje novih izkušenj, tako da čim več pelati. To je to. Tako da, gume zamenjati pa nazaj. Come here. What's up?
reči, da sem zelo zafrustriran s celotno situacijo. V prvem delu smo izgubili velikega časa s tehničnimi težavami in niti nismo imeli nekako prilike do dobra spoznati progo oziroma avto spoznati s progo. Tempo smo nadaljevali s tem, da smo probavali različne stvari, kako bi optimalno lahko zdržali kompleten trek v četrti prestavi in tudi počasi dvigovali tlake zadnjih gum, kar pomeni, da smo s tem malo razbijali samo prijem, ker enostavno je avto čisto preveč zagripan za tole stezo. Ni tako, kot je bilo na Bodenseju, danes so treningi in danes tudi kvalifikacije, ki se začnejo zdaj zelo kmalu in da presetapiramo cel zadnji del avta. V trenutnih okoliščinah je praktično nemogoče, zato smo dvigovali tlak po 0,1 bara, po 0,1 bara, po 0,1 bara do nekega smotrnega pritiska, da ne zapretiravamo. Vsak ran, ki ga delam, probam še z več brzine pripeljati noter, da čim manj wheel speeda zgubim v zak s kurve. Ja, zdaj v drugem delu je bilo to malo bolj drugače, ampak prvi ran, drugi ran, končno initiation z malo več brzine, z malo več commitmenta, samozavesti in kaj se začne potem dogajati, ko človek rata samozavesten, hiter rata preveč samozavesten in v zak s kurve naredil eno napako, ker kot je bilo že zadnjič omenjeno, imamo s tem avtom malo težave, kar se tiče prestavnega razmerja. Če smo imeli na Bodenseju problem med drugo pa med tretjo, imamo tle problem med tretjo pa četrto, tle dejansko iniciramo v četrti brzini in moment, ko vržeš avto na počez, je hitrost tako čez 130, prej 140, potem se avto toliko že upočasni, sredi ovinka hotel zašaltati v nižjo prestavo, ker četrta je vlažje toliko pod boostom, da enostavno avto nima več toliko hitrosti zadnjih koles. Ko sem stisnil sklopko dol v tretjo, je avto zadnji seveda odblokiral kolesa in porinil vse skupaj v smeri koles in sem zletel v peskovnik kar globok. In ja, s tem sem tudi zelo zafrustriran, ker valjda bi rad rekel, kar se da dober rezultat, ampak mislim, da to na današnji dirki oziroma na današnjih kvalifikacijah bo zelo težko. Dali bomo vse od sebe, zato smo sem prišli. Prišli smo tudi sem zato, da probamo nekaj novega, nekaj drugačnega na toliko hitri stezi voziti, se pravi četrta prestava, full gas. Do zdaj sem to imel priliko probati samo enkrat oziroma trikrat v dani situaciji na enem letališču. Kaj sledi? En hiter check-up avtomobila, da ni slučajno kaj losen, da slučajno kaj ne pušča. Bencin moramo dotočiti, narediti taktiko z gumami, kaj bomo naredili in ja, čakamo kvalifikacije.